Ostali smo brez resnice in ostali brez otroka. Mnogi med nami brez groba, vsi pa brez možnosti slovesa. Verjetno si ne predstavljate, kaj pomeni 43 let negotovosti, dvomov in vprašanj o tem, kaj se je v resnici dogajalo. Tako čustveno pismo so po zavrnitvi vmesnega poročila parlamentarne preiskovalne komisije o domnevno ukradenih otrocih, ki so mu nasprotovali samo poslanci Gibanja Svoboda, napisali v društvu Izginuli otroci Slovenije. Močno razočarani so nad besedami predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, ki jim je sprva obljubila podporo, nato pa komisiji, ko je ta predlagala, da nadaljuje delo tudi v naslednjem mandatu, očitala, da so oskrunili grob. Z nami je predsednica Društva Izgubljeni otroci Slovenije, Simona Šeremet Kalan, ki so na Urško Klakočar Zupančič in vse poslance naslovili pismo, da naj ne politizirajo, ampak naj omogočijo staršem, da ugotovijo, kaj se je v resnici zgodilo z njihovimi otroki. Najprej pa še enkrat poglejmo izjavo Urške Klakočar Zupančič, ki je prizadela starše. In res so se v tem mandatu spustili na najnižje možno dno. In to brez vsakega dvoma velja za vse tiste poslanke in poslance, ki sodelujejo v preiskovalni komisiji o tako imenovanih ukradenih otrocih. Ne samo, da je predsednica te komisije hodila po hodnikih Državnega zbora s plastično lutko v rokah, s plastično lutko dojenčka v rokah, se pri tem snemala in to objavljala na družbenih omrežjih, v svojih prizadevanjih, da bi dokazali, da so bili otroci res ugrabljeni, so šli celo tako daleč, da so izkopavali otroške grobove in grebli po grobovih. In na koncu so verjetno razočarano ugotovili, da je v grobu res bilo truplo novorojenčka, sprevrženo do konca. Nisem si mislila, oprostite, nisem si mislila, da so poslanke in poslanci tega res sposobni. Zato, da bi na žalosti in stiski staršev kovali svoje politične dobičke, so, spoštovani državljanke in državljani, res izkopali grob. Dno, spoštovane poslanke in poslanci, je bilo doseženo. In edino, kar so brez dvoma, oziroma edino, kar je bilo brez dvoma ukradeno, je bil večni mir teh otrok. To pa je bilo ukradeno. In seveda ne bom podprla teh sklepov. Kako ste vi in ostale mame doživele te besede Urške Klakočar Zupančič? Boleče, zelo boleče. Mame so že tako prizadete, ker iščejo resnico, pa do te ne morejo. Po besedih spoštovane predsednice Državnega zbora pa so bile sem še bolj razočarane. Zdaj vi v pismu pišete, da pričakujete javno opredelitev Urške Klakočar Zupančič in vseh poslancev. Glede česa? Kaj pričakujete od njih potem, ko to poročilo ni bilo sprejeto? Kaj pričakujete zdaj od Urške Klakočar Zupančič? V bistvu najprej pričakujemo opravičilo, oziroma ga pričakujejo mamice. Jaz sem danes v njihovem imenu tukaj. Pričakujejo opravičilo, ker so močno razočarane in prizadete. Pričakujemo, da se tema ne poriva nekam v ozadje, ampak da se mamicam pove resnica. In to govorim že od vsega začetka. Če je otrok živ, kje je? Če je umrl, kje je pokopan? Ne bo dovolj pod tisto cimpreso, pod ono cimpreso tam. Ne. Točno povedati, kje je ta otrok pokopan. Se pravi, vsak pokojnik ima svoj grob. In tudi te otroci, če so resnično umrli, ga nekje imajo. In je treba mamam dati to možnost. Mame se niso mogle od otrok posloviti. Niso videle svojih mrtvih otrok. A vi veste, da imamo mi v društvu dve mamice, ki iščeta po 3 otroke. Mamica iz Maribora je po 17 letih dobila vabilo za služenje vojaškega roka za svoje 2 sinova. Deklica, ki naj bi umrla leta 86, je leta 1990 dobila državljanstvo. A so to res zgolj samo napake? A so se tukaj res zmotili? Naj povem, da smo
povabili tudi Urško Klakočar Zupančič, ki pa se na vabilo za sodelovanje v našo oddajo ni odzvala. Preden nadaljujemo pogovor, pa poglejmo, kaj predsednici Državnega zbora na očitek o sklonitvi groba odgovarjajo sestre domnevno umrle dvojčice. Njena družina je namreč komisijo in tožilstvo sama zaprosila za izkop groba. Špela Bezjak-Zrim. Pograbila nas je velika žalost. Zavrnitev vmesnega poročila komentira Romana Jelen, o besedah Klakočar Zupančič pa pravi takole. Je zdaj pokazala, da res nima nekega čuta do vseh nas s temi izjavami in seveda še enkrat upam, da se bo gospa Klakočar pogledala in zadeve premislila, zato ker mislim, da tudi poročila ni prebrala, kar mi je strašno žalostno. Bila sem osebno prisotna na seji. Ni bilo spremljanja seje, na koncu prideš glasovati in izglasuješ to, kar izglasuješ, skrajno neresno in do vseh mam ni pošteno, kakor tudi do nas, ki smo najbolj obravnavani pač v tem sistemu sedaj. Takoj po rojstvu so njeno sestro dvojčico s Ptuja odpeljali v Maribor in družini 14 dni pozneje sporočili, da je dojenčica umrla. Jelenovi so sicer ena od redkih družin, ki je truplo dojenčice, ki ga sicer starša nista nikoli videla, pokopala. 18. avgusta 1981 je družina dobila zapečateno krsto, ki so jo decembra lani na željo staršev in sestre tudi izkopali, da bi preverili DNK in končno odkrili resnico. Tožilec se je odločil na podlagi vse dokumentacije, ker dokumentacija dejansko ni bila ustrezna. Na vsakem dokumentu je neka napaka, da ne govorim kakšne napake, in vse skupaj je resnično vzbujalo sum. Torej, izkop se je zgodil v mesecu decembru, tako kot je po protokolu, bili so prisotni vsi, kateri morajo biti, tako da še posebej gospe Zupančič sporočam, da poslanci niso grebljali po grobu, kar me je užalostilo, mene kot mojo celotno družino. Za poročilo je sicer glasovalo 30 poslancev, poleg opozicije še Socialni demokrati in oba poslanca manjšin, proti pa 38 prisotnih iz Gibanja Svoboda. Razočarani nad izidom javno pozivajo politike, naj vprašanja domnevno ukradenih otrok ne politizirajo več, pač pa zagotovijo nemoteno nadaljevanje ugotavljanja resnice. Vsekakor pa želim povedati, najdlo se je truplo. Seveda se je najdlo, ampak ne moramo še podati, ali je resnično naša, torej moja sestra, ali ni, ker še je DNK v preiskavi in še ni zadeva zaključena. Nikoli ni bilo nekega miru, vedno so bili prisotne solze, mama je trpela vseh teh 45 let dejansko, ker to je bilo nepojemljivo. Dejansko samo s tem namenom, zato ker pač ni mogla se posloviti, ni smela videti pač predvideno mrtvega otroka, kar se mi zdi pa res nedopustno, žalostno in trpeti toliko let v tej situaciji, jaz mislim, da bi vsaki mami povzročilo veliko gorje. Družina zato nestrpno pričakuje rezultate analize, ki bi lahko po dolgih letih negotovosti poleg žalosti prinesla vsaj kanček miru. Gospa Šeremet Kalan, zakaj vi v pismu pišete, da vam je država, mamam, dolžna povedati in seveda tudi očetom, kje so vaši otroci? Dolžna nam je povedati. Seveda, mi smo se v okviru društva Izgubljeni otroci najprej obrnili na vse pristojne institucije, ki so, to govorim za obdobje 3 let nazaj, delale izredno počasi. Videli smo, da na ta način ne bomo daleč prišli, na kar smo se tudi obrnili na cenjeno gospo predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Ona me je sprejela in obljubila takrat, da bo pomagala vse, kar je v njeni moči. Izkazalo se je drugače, tudi v redu. Mi smo potem prosili oziroma smo se obrnili na Državni zbor, da bi se ustanovila preiskovalna komisija. Mi nismo nič delali po svoje. Mislimo pa, da je to odgovornost države. Glejte, te mamice so rodile v državnih porodnišnicah. Se niso one rodile doma, pa se jim je to zgodilo, se niso rodile v tujini. Kdo pa bi bil drug lahko odgovoren v tem primeru? Mamica je šla v porodnišnico z namenom, da bo domov prinesla dojenčka. Prinesla ni pa nič. To je nedopustno, da se te zadeve zdaj hočejo nekako potlačiti in da se resnica ne izve. Bi pa še nekaj povedala, če dovolite. Zdaj se je okrog tega groba dvignilo veliko prahu. V društvu Izgubljeni otroci Slovenije smo leta 2024 v mesecu marcu izkopali grob v Kopru, v zadevi Fatorič.
Takrat je bila plačnik in naročnik mama Gracijela Fatorič. Seveda so bili prisotni iz sodne medicine, seveda je bilo narejeno vse tako, kar mora biti. DNK ni pokazal nobenega odgovora. Torej, ni bilo dovolj materijala, da bi se lahko ugotovilo, če je ta otrok od mame Gracijele ali ne. Te kosti so še vedno na sodni medicini in še vedno jih niso vrnili mamici in še vedno niso pokopane. Čeprav jih je ona zahtevala. Super, da jih je zahtevala. In takrat je bilo vse v redu. Zdaj pa smo na nek način oziroma so poslanci greblali oziroma kako je bilo že rečeno. Ne, sej to ni res. Sej je odprtje groba preiskovalni sodnik odredil. Sej se je komisija obrnila na preiskovalnega sodnika. Torej, če bi on menil, da ni to nič pomembnega, verjetno ne bi dal odredbo. Ne? In tako, kot je povedala Romana Jelen, rezultati še niso znani. Mi ne vemo, kaj je točno, da je bilo trupelce, točno, da so bili ostanki trupelca, ampak rezultata mi še nimamo. Mama bi pa rada vedela, je njena punčka tukaj pokopana ali kdo drug. Povejte mi, je to razlog, da ste se po tej zavrnitvi, ne, kot smo videli v prispevku, v strani v parlamentu, ne, vsi poslanci Gibanja Svoboda, ki so bili tam prisotni, so glasovali proti, zato to vmesno poročilo ni bilo sprejeto. Zakaj je za vas tako pomembno, da ste se odločili, da napišete to pismo in vse poslance pozovete, da tudi v naslednjem mandatu tej temi posvetijo pozornost oziroma da bi preiskovalna komisija morala nadaljevati z delom? Glejte, gospod Slak, najbolj boleč je bil ta odnos. Odnos, kako je bilo to glasovanje, kaj je cenjena predsednica Državnega zbora izrekla. Mamice je to prizadelo in to je bil sprožilec, da smo napisali pismo. Te mamice res trpijo, a verjamete, da trpijo. Ne vejo, kje je ta otrok. Dokumentacije ni, groba ni, parafinskih vzorcev ni. Dejstvo pa je, da se je otrok rodil. In noben novorojenček ni kar sam šel iz porodnišnice. To je bil glavni sprožilec, da smo mi samo ta odnos. Ker mame že tako trpijo, zdaj pa trpijo še bolj. Vse bi se dalo to na lepši način povedati. Mi spoštujemo voljo vsakrga. Vsak ima pravico na svoje mnenje. Niso želeli podpreti, niso želeli v redu. Ampak dajmo to na lepši način povedati. Mi v našem društvu Izgubljeni otroci Slovenija nismo do nobenega žaljivi. Naše mame so starejše gospe, ampak zaradi tega niso ne neumne, ne dementne, ne žaljive. In danes sem govorila z mamo Alenko Skamlič in rekla, Simona, prosim povej, da se jaz na mestu predsednice ne bi nikoli tako nizko spustila in tako grdo obnašala. Najlepša hvala, da ste bili naša gostja. Malenkost, hvala vam za povabilo.